Že tukaj Valentin. Danes bom govoril o igrah in pravilih in kako tisti, ki vstopi v neko igro, potem sprejme tudi pravila te igre. Imamo različne igre, različna pravila, zakone na tem svetu, javni zakon, razne religije in potem tudi univerzalna pravila igre, ki se ji reče življenje. Na najgloblji ravni za vse delce tega stvarstva veljajo univerzalni zakoni, pravila življenja, ki pravijo, da smo vsi med sabo enakovredni in enakopravni, kajti vsi izhajamo iz istega vira, ki ga nekateri imenujejo tudi Bog. Potem pa imamo človeška pravila, javno zakonodajo, predpise, uredbe, ki veljajo na določenem ozemlju ali v določenem časovnem obdobju in veljajo tudi za določene osebke in odvisno je od tega, kako se mi definiramo, kakšen status imamo, od tega je odvisno, kakšnim pravilom smo podvrženi oziroma kdo si posledično jemlje pravico, da nas kaznuje, če njihova pravila ne upoštevamo. Živimo torej v večplastni, večdimenzijski realnosti in večina ljudi se niti ne zaveda, kakšno igro igra, kakšna pravila so sprejeli. Običajno šele na to, ko jih nekdo nečesa obtoži in zahteva od njih neko poravnavo, da se izvede kazen, šele takrat se začnejo spraševati, kdaj sem dejansko sprejel ta pravila igre. Če hočemo biti svobodni na tem svetu, moramo torej najprej raziskati, kakšna pravila katerih iger smo vse sprejeli v naši preteklosti. In določena pravila smo sprejeli, vede ali nevede, zavestno ali nezavestno v tem življenju. Nekatera pravila, dogovore in pogodbe pa smo lahko sklenili celo v svojih prejšnjih življenjih. Vsekakor je univerzalno dejstvo oziroma zakon ta, da vedno dogovor velja toliko časa, dokler ga ne prekličeš. Razveseljiva novica ali dejstvo je torej to, da ko enkrat ozavestimo, kakšen dogovor smo sprejeli in če nam ta dogovor ni več v pogodu, da lahko to pogodbo razveljavimo
in se potem osvobodimo vseh pogodbenih obveznosti. V tem videoposnetku se bom dotaknil še določeno zelo zanimivo igro, ki se ji reče religija. Ljudje mislijo, da je smisel življenja v tem, da ugotovimo, kdo je Bog, kaj je Bog. In potem, ko večina ljudi te stvari raziskuje, ali pa so že kar enostavno indoktrinirani v zgodnjih letih preko krsta, preko raznih posvetitev v določene religije, verstva, obrede, ljudje sprejmejo domnevo, da so določene religije duhovniki, tisti predstavniki Boga na zemlji, preko katerih je edino možno doseči Boga, resnico in odrešitev. Pred kratkim sem poslušal pojasnilo avtorja terapevtske oziroma zdravilske metode, imenovane holografska kinetika, ki temelji na aboriginskih znanjih, na izročilu avstralskih domorodcev. In on pojasnjuje, kako so bile religije na tem svetu ter razni verski obredi ustvarjeni iz strani določenih bitij, reptilov, ker so videli, da lahko edino na ta način prevzamejo kontrolo nad človekom. Ljudje smo bitja, ki smo utelešeni duhovi ali živa bitja v človeških telesih, in ta telesa so naše vozilo. In številna druga bitja iz drugih dimenzij si na vse načine prizadevajo, da bi prevzeli kontrolo nad našimi vozili, da bi nas obsedli in oni prevzeli kontrolo nad volanom, nad krmilom našega fizičnega telesa. In to so te primeri, ko se jim reče obsedenosti. In ta bitja so ugotovila, da edino, če sprejmemo neka pravila, da verjamemo v neko zgodbo, da so na tem svetu neki božanski predstavniki, da so neke religije tukaj, ki so resnično izročilo Boga, da ko se mi predamo tem religijam skozi razne obrede, se odpremo vrata našega telesa in potem ta bitja vstopijo v naše telo. In zato duhovniki, guruji govorijo različne prijetne zgodbe, uporabljajo privlačne besede, za katerimi igrajo na naše čustvene tipke, da v nas ustvarijo dobre občutke, ki jih nekdo lahko interpretira kot
božanska ljubezen, ekstaza, razsvetljenje, zlitje z vsem, kar obstaja. Ampak vsi ti občutki so zgolj njihova nagrada, njihova manipulacija za to, da nam dajo neko vabo in da potem mi za to vabo zagrabimo, potem pa oni prevzamejo kontrolo nad našim fizičnim telesom. In primer takšne obsedenosti je, ko se ljudje predajo religijam, ko redno prakticirajo verske obrede, ko molijo, ko mantrajo, ko poslušajo tako imenovane božje besede, torej neka pravila, ki so napisana v nekih knjigah, ko tak človek ne razmišlja več za svojo lastno glavo, ne uporablja zdravega razuma za to, da bi se nekaj odločil, ampak brezpogojno verjame vse, kar jim govori nek guru, nek duhovnik ali kar piše v neki Bibliji ali Svetem pismu. S takim človekom se več ne more zdravorazumsko pogovarjati, tak človek ni več odgovoren, ampak je postal obseden. V tem stanju obsedenosti, torej druga bitja, prevzamejo kontrolo nad njihovim telesom in ga upravljajo. Skratka, odsvetujem vsakemu, da išče karkoli izven sebe, da se ne predaja ničemer in nikomer izven sebe, da ničemer in nikomer ne slepo sledi, da se ne verjame v to, da so neki predstavniki in posredniki med nami in Bogom. Kajti univerzalna resnica je to, da smo vsi enakovredni ter enakopravni, vsi izhajamo iz istega vira, iz Boga in smo delci Boga. Kdorkoli verjame v nekaj drugega, kar je v nasprotju z tem dejstvom, je zapadel v slepilo, v samo prevaro. Osvobodimo se torej vseh laži, vseh subtilnih manipulacij, prevar in poskusov obsedenosti našega fizičnega telesa in prevzamemo trdno kontrolo nad svojim fizičnim telesom, nad svojim življenjem in se zavedajmo posledic svojih dejanj na tem svetu. Vedno se vprašajmo, kako naše misli, beseda in dejanja vplivajo na druga živa bitja na tem svetu in delujmo na osnovi principa tistega, kar je najboljše za vse. Da nobenemu živemu bitju ne škodujemo in da vsa živa bitja obravnavamo kot enakovredna ter enakopravna. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.